konec Bitcoin ere v El Salvadorju. V drugih novicah pa tudi ECB svetovalec pravi, da Bitcoin nima prave ekonomske vrednosti. Trg kriptovalut se zruši po Trumpovem načrtu za kriptorezervo in celotna vsota ukradenega kripta po heku Bybit menjalnice je bila oprana v 10 dneh. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Mednarodni denarni sklad IMF je v okviru dogovora o financiranju El Salvadorju postavil pogoj, da javni sektor ne bo smel prostovoljno kupovati bitcoinov. To pomeni, da vlada ne bo mogla dodatno kopičiti bitcoina ali izdajati dolgov v povezavi s kriptovaluto. IMF trdi, da ta ukrep zmanjšuje tveganja in izboljšuje preglednost gospodarstva. Kljub temu pa salvadorski predsednik Nayib Bukele še naprej kupuje bitcoine, kar nakazuje, da država ni popolnoma pripravljena opustiti svoje bitcoin strategije. Kaj pravite, bo El Salvador popustil? Komentirajte spodaj. Svetovalec Evropske centralne banke ECB Jürgen Schaff je ponovil stališče ECB, da Bitcoin ni potreben za gospodarstvo in bi njegova vključitev v državne rezerve samo povečala špekulacije. Schaff poudarja, da Bitcoin zaradi svoje volatilnosti, možnosti zlorab in manipulacije ni primeren kot sredstvo za stabilizacijo gospodarstva. Tudi dodajanje več kriptovalut bi po njegovem mnenju povečalo tveganje in nestanovitnost. Kljub temu nekateri zagovorniki Bitcoina menijo, da bi lahko Bitcoin pomagal državam zmanjšati javni dolg, a skeptik dvomijo v to možnost. Rezultati miselnosti vodilnih v Evropi so zadnje čase kar očitni. Uživaš v kriptonovicah? Potem se vsekakor priporočamo za kakšen všeček, deli ta video s svojimi prijatelji in ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne zamudiš naslednje epizode. Kriptotrg je izgubil 12% vrednosti po začetnem navdušenju nad načrtom Donalda Trumpa za vzpostavitev strateške kriptorezerve v ZDA. Bitcoin je padel za skoraj 10%, Ethereum za skoraj 15%, Solana in Cardano pa celo za več kot 20%. Analitiki opozarjajo, da je trg sprva pretirano reagiral na Trumpovo izjavo, saj je jasnih zakonodajnih smernic še vedno premalo. Kritiki, kot sta brata Winklevoss in Peter Schiff, so načrt označili za tvegano in zavajajočo potezo, ki bi lahko prinesla več škode kot koristi. No, na račun tega dogodka se je pojavil nov izraz: Trump and Dump. Hekerji so iz menjalnice Bybit ukradli neverjetnih 1,4 milijarde dolarjev v kriptovalutah in skoraj vsa sredstva oprali v samo 10 dneh. Velik del ukradenega denarja je bil premeščen prek protokola Tor-Chain, zaradi česar je sledenje oteženo. Analitiki domnevajo, da je za napad odgovorna severnokorejska skupina Lazarus. Kljub hitri izgubi sredstev, nekateri strokovnjaki še vedno upajo, da bo vsaj del ukradenega premoženja mogoče zamrzniti in vrniti. Bybit je že povrnil celotno izgubljeno vsoto in omogočil dvige strankam. No, to je bilo pa izjemno hitro. Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednji epizodi.